Četrte letošnje volitve so za nami. Govorimo seveda o drugem krogu lokalnih volitev, ki je potekal v 54 slovenskih občinah. Župane pa je včeraj volilo malo manj kot polovica vseh, ki so imeli v svojih občinah pravico voliti. V preostalih 158 občinah so župana izvolili že pred 2 tednoma, tudi v Žužemberku, ker so se z novim županom že srečali člani tamkajšnjega otroškega parlamenta, o čem so se pogovarjali v novi Infodromovi rubriki Vaš glas. Prevole so kraj v volilni enoti Novo mesto z malo več kot 90 prebivalci. Mladim iz tamkajšnje osnovne šole sta jim v domačem kraju všeč predvsem narava in povezanost med domačimi. Ja, za pohvaliti tudi veliko stvari. Pohvalila bi naprimer, da imamo lepo novo šolo, da imamo telovadnico Poštimano, ki veliko šol tudi nima. Gradi se optični kabel, sicer nekako napredujejo v neko, ja, ampak se pa gradi, kar je tudi pohvalno, ne, da se je sploh začelo kaj delati. Pohvalila bi tudi, da so se razširile ceste. A kljub širšim cestam pogostejših avtobusnih povezav, s katerimi bi se vozili na obšolske dejavnosti, vmesna okolja nimajo. To nas predvsem moti, da nimamo nekih javnih povezav, da nimamo nekih organizacij pošolskih, da bi si lahko razvijali svoje talente. Na te pomanjkljivosti so opozorili tudi župana občine Žužemberk. Ali nam lahko na šoli omogočite nove aktivne dejavnosti, kot so plesne, športne in pa glasbene? No, mislim, da lahko. Res je, da vi v šoli morate najprej izkazati interes, potem se seveda to oceni, ali je to večkrat na teden, več ur na teden, ali je manjkrat. In na osnovi tega seveda občina potem lahko tudi nekaj sredstev nameni tudi za take aktivnosti oziroma dejavnosti. Mladi so z odgovorom župana zadovoljni in upajo, da bodo imeli v prihodnje boljše možnosti za obšolske dejavnosti.